Slovesnost so začeli z mimohodom 480 uniformiranih gasilcev, ki so z 58 prapori ponosno korakali skozi Črnomelj in nadaljevali svečano akademijo, na kateri se jim je pridružil minister za obrambo Aleš Hojs, ki je v slavnostnem nagovoru napovedal, da bo denarja za gasilstvo manj, ter dodal, da bom naredil vse, da se bo ta znesek, ki bo sicer nekaj znižan, vendarle uporabil koristno za prave stvari in pa kdaj tudi bolj učinkovito kot danes. Sicer pa se je minister zahvalil gasilcem za njihovo požrtvovalno prostovoljno delo v več kot 100-letni zgodovini obstoja gasilstva v Beli krajini. Marsikaj se je spremenilo v tem času, 100 let delovanja te zveze tukaj v Črnomlju, ostalo je pa res tisto bistvo, to je ta skrb za varnost, za kar je potrebno se organizirati, se ustrezno opremiti, pridobiti ustrezno znanje. In kar je najpomembnejše, treba je zagotavljati zadostno število ljudi, pripravljenih prostovoljno opravljati to veliko humanitarno poslanstvo, dodaja Koren. V takih časih, ki jih živimo, je to prostovoljstvo res nek fenomen znotraj naše organizacije. Število prostovoljnih gasilcev namreč iz leta v leto narašča. V Črnomaljski gasilski zvezi so organizirani v 27 društvih. Nekateri pravijo, da nas je več, da nas je preveč, nekateri premalo, jaz pravim, da nas je ravno prav, ker ko pride nevarnost, takrat nas je vedno premalo. Na slovesnosti ob 100-letnem jubileju so se za požrtvovalno delo zahvalili vsem. 7 ustanovnim društvom Belokranjske gasilske zveze so podelili jubilejne plakete, podjetju Kolpa in gasilcu Francu Šprajcarju pa najvišji priznani gasilske zveze Črnomelj.